Lepo pozdravljeni v novi epizodi s podcasta Zevo. Danes z mano sem v bistvu kar nekaj časa razmišljala, kako bi jo napovedala, pa sem se odločila, da bom rekla prijateljica in nekdanja sodelavka. Saša Einzidler, živijo. Živijo. Zdaj sem kar onemela, veš, kaj si me tako lepo predstavlja. Ker si pričakovala kaj drugega? Ja. Aha. Ker ponavadi se vedno na začetku pove, kaj vse si že naredila, pa nekdanja pevka, pa televizijska voditeljica, radijska, zdaj coachinja in tako naprej. Ampak v resnici, kadarkoli slišim tvoje ime, tvoj ime in priimek, se najprej spomnim na to. Skupaj smo nekaj časa delali, vedno sem v tebi, mogoče zdaj ne vem, če sem ti to sploh kdaj povedala, ampak vedno si mi bila en tak, kako se temu reče, ne izziv, ampak inspiracija. Vedno sem se o tebi lahko veliko naučila in to mi je bilo vedno tako zelo lepo, zato ker si vedno podajala te neke nasvete zelo nevsiljivo. Se pravi, kar tako malo mimogrede. Eva, kaj pa če bi to tako? In to mi je bilo pri tebi vedno zelo, zelo všeč. Pa ja, en tak vzor si bila vedno. To je lepo slišati. A veš, bi pa dodala še to, da je to ena od mojih lastnosti, da rada delim znanje. A veš, da ni da držim tisto, kar jaz vem ali pa znam samo za sebe, ampak jaz mislim, da bi pravzaprav vsi morali deliti in mi je všeč, ko vidim, da tudi ti deliš. Res je, ja, tudi sama sem na podobni poti in je fino, se mi zdi, da včasih, sama se boš v tem tudi lahko poistovetila, včasih si še bolj poln, ko vidiš, da si nekoga nekaj naučil, ne? Še morda bolj pa kot ko si naučil sebe in ko vidiš napredek nekoga drugega, je to en tak res lepa potrditev, se mi zdi. No? Tako, si bogatejši lahko zaradi tega. Ne? Tako da se prav veselim tega najnega pogovora, ker si obetam, da se bo imela lušten, pa da bo tudi tisti, ki naj bodo poslušali, slišali kaj pametnega zase. No? In zdaj bom šla kar tako mal na začetek, Saša. Radijska in televizijska voditeljica, absolutno v času nekdanje skupne države, bi jaz rekla celo, da sta iz Sašo bili kar en tak, Saša in Saška, ne, kot en tak, ne vem, a lahko rečem, neponovljiv duet. Takrat sta res bili taki zvezdi v smislu, da je Jugoslavija vaju zelo dobro poznala, ne samo Slovenci, televizijske oddaje. Kako se ti spominjaš? A veš, najbolj mi je ostalo v spominu to, ker mi je rekel en sošolc iz srednje šole, ko so šli pol fantje v vojsko, da je prišel nekam v vojsko v eno vas nekje, ne vem, na juge, a ne, takratne. In prav, a veš, da ima en moj sovojak poster tvoj? Se reka, kaj? To mi je bilo tako nenavadno, ne? Ampak res takrat ta video noč, ki smo jo delali, no, Sašo, je po celi jugoslovanski mreži šla. In to je bila ena taka oddaja zelo edinstvena za tisti čas in itak so naju vsi gledali, itak so vsi mladi poznali to oddajo. Ne? Tako da še danes velikrat, ko grem po cesti, mi kdo reče, ali pa me ustavi nekje v trgovini, tudi se spomnim tiste oddaje, koliko smo mi to gledali, koliko smo to čakali. In to se tako lepo spomniti tega. No? In verjetno tudi, ko se spomniš vseh teh doživetij, ki sta jih Sašo Gerdej mimogrede dejali skozi, ne? Tukaj je bilo verjetno veliko tudi prijateljstva od glasbenikov. Vem, da en čas ste bili Parni Valja, ki je bil tudi eden od tistih bendov, s katerimi ste se kdaj tudi kaj podružili in tako. Verjetno je bilo tega veliko. Ja, kar. In ves ta čas imam tako, res v enem takem lepem spominu. No, tako fino se mi zdi še zdaj, ko pogledam koga, pa rečem, ne vem, otrokom ali pa partnerju, saj se poznamo, pa sem kar malo važna kdaj. No, tako. Prijetni občutki, ne? Se Sašo še kaj slišiš, imata še kakšne stike? Ne, malo smo se zgubili, nekaj časa smo dosti blizu stanovali tudi, tako da takrat so se malo videli, pol pa sem nekako zgubila sled za njo. Jaz tudi sem se ukvarjala sama s sabo velika družina, otroci, tako da sem imela tudi malo manj časa za kakšne kavice. No, in zdaj bi marsikdo rekel, pri tako že
v hitrem času uspešni karieri in prepoznavnosti, se je pa potem Saša vseeno odločila za tako veliko družino. Včasih nekateri rečejo, kariera in velika družina, to dvoje ne gre skupaj. Kaj bi ti rekla na to? Veš kaj, v bistvu res, če bi jaz ne imela toliko otrok, bi na tej svoji karierni poti verjetno lahko dosegla več, bila boljša. Ne vem, kaj bi bilo. A ne? Ampak, ko pa pomislim na svoje otroke, pa ko jih vidim, ko se mi družimo, pa kakšna kariera? Kaj je to kariera? To je kariera, ne? To je ta moja kariera, ne? In dejstvo je, da ko so bili otroci majhni, jaz nisem mogla delati, a ne? Zelo veliko. Delala sem pač toliko, da nekako smo preživeli. In videla sem, koliko teh poslovnih priložnosti odhaja zaradi tega, ampak vedela sem, da imam svoj zakaj oziroma svoj zato. Tako da zdaj, ko pa so otroci veliki, ko že jih je večina odfrlela iz mojega gnezda, je pa tisti čas, ko bi lahko posvečala več časa tako imenovani karieri, se mi je pa začelo dogajati, da pa tudi ne vidim enega res globljega smisla v tem. Zato, ker zdaj mi je pa všeč, če imam mir, če sem sama sabo, da se posvečam sebi, svojim potrebam, da skrbim za telo, za to, kaj jem, kaj mislim in pomagam, sicer še vedno delam, tako malo bolj izbrano. Veš, ni več tistega, ko sem se vozila cele dneve v avtomobilu, predavanja, delavnice. Tako da ne me vprašati, koliko sem stara, da se je to začelo dogajati. To te ne bom vprašala. Predno te bom sicer nekaj drugega v povezavi s tem vprašala, ampak veš, ko sem malo šla tako gledati, kaj vse. Zato sem se pol tudi na začetku odločila, da ne bom naštevala, kaj vse si in kaj vse si počela, ker je tega res veliko. In ko zraven dodam še vse življenjske lekcije in vse življenjske preizkušnje, ki si jih dala čez, sem te tako hotela prav vprašati, mislim, ti res živiš to zdaj eno življenje? Ali je eno življenje že 5 njih v enem življenju? Res intenzivno življenje, lahko rečeva, da imaš. Ja, verjetno res. Je pa tako, da ga imam že od vedno. In potem nimam sploh tega občutka, da bi to karkoli bilo. A veš, predvsem se mi zdi, da je moje življenje čustveno intenzivno. Ker v bistvu vsako rojstvo otroka, veš, da je to en tak zelo poseben čustven dogodek. Če se razideš z nekom, v katerega si polagal vse upe in vse svoje življenje in tako naprej, je to spet en tak zelo čustven dogodek. Konec koncev je tudi vsak uspeh nekega človeka, ki pride k tebi po nasvet, na hipnozo, na kakšno drugo terapijo, je to tudi zame en tak zelo pomemben čustven dogodek. In zanimivo, veš, ko gledam slike za nazaj, jaz se ne spomnim točno, kaj smo mi tam počeli, kaj se je dogajalo. Jaz se spomnim svojih občutkov. Iz tiste slike. Jaz za vsako sliko ti vem povedati, tukaj sem bila dobro, tukaj sem bila žalostna, tukaj sem bila v pričakovanju, tukaj sem, A ni zanimivo? Ja, čeprav morda okolica tega sploh ni zaznavala na enak način kot ti, ne? Nikakor. Velikrat verjetno. Ja, največkrat. O razhodih pišeš tudi v knjigi Razšla sva se. A lahko rečeva, da je ta knjiga kot en priročnik za tiste, ki gredo po isti poti ali podobni poti? Ja, in moram nekaj povedati. Meni se je zdel ta naslov tako fajn. Razšla sva se in potem podnaslov Postavljam nove temelje. Ampak Eva, ne boš verjela. Meni je ne vem koliko ljudi reklo, da ni v redu naslov, da jih je sram to knjigo kupiti, da jim je neroden to knjigo brati na plaži. Prav, ker pa vsi vejo, da nekaj ne štima. Da nekaj ne štima. Ali pa
Ena mi je rekla, ki se mi podarila knjigo, Lep zakon ima, prav, a veš, sem jo kar malo skrivala, da me ne bojo spraševali, kaj narobe pri vama. In moja prva reakcija je bila, in zdaj naj to prinesem domov in dam na mizo. Ja. Tako da sem v bistvu skozi to razbrala, da je ločitev v Sloveniji še vedno nekoliko tabuizirana. Da še vedno ni to nekaj, o čemer se ljudje odprto lahko pogovarjamo. Ampak kaj drugega kot to, ko se ti z nekom razhajaš, ali pa ko vidiš, da škripa, ko ne veš, kaj bi naredil, na koga bi se obrnil, kako bi samemu sebi lahko pomagal. A ni fino, da imaš vsaj knjigo, če ne človeka, da pogledaš noter, da nekdo piše o tem, ki je to doživel, ki ve, kako se takrat človek počuti. Ko si tako sam. Ne? Si se ti počutila samo? Zelo. V smislu, da nisi imela občutka, da se na koga lahko obrneš? A si imela takrat kakšno, ne vem, vsaj tesno prijateljico, da bi z njo delila svoje občutke? Pa dajva mogoče najprej o času pred razhodom. Takrat, a veš, ko še ne veš čisto dobro, a boš speljal, a ne, ker seveda se razhod ne zgodi, ker se zjutraj zbudimo in rečemo, zdaj pa dost, ne? Ampak ponavadi... v drugo se je zgodil nekako... Iz danes na jutri. Iz danes na jutri, ne? Kaj bi rekla, da je težje bilo? Tist, ki se dlje časa kuha, ali ta šok? Meni zagotovo je bilo težje drugič, zato ker sem imela majhne otroke, zato ker je to težje, a ne, če si na ta način zavrnjen ali pa izdan, ko gre za prevaro. A ne. Zagotovo je bilo pa težko tudi prvič, a veš, ko verjameš, da to je to. Jaz sem rekla ja in to je to. Moja mami pa oči sta poročena 58 let. In se ima ta rada, še vedno je sta spoštljiva en do drugega. Kaj je narobe z mano, ne? A si kdaj zaradi tega nehala verjeti v ljubezen? Ne, verjela sem potem po drugi ločitvi, da ne bom nikoli več, da jaz nisem iz ta pravega testa, da meni očitno ni namenjen, da koga imam, da itak ne bi mogla več verjeti in zaupati. In sem kar naredila malo križ čez partnerstva. No, zdaj pa sem 12 let že z Andrejem. Jih sem hotela reči, se je pol malo spremenil. Ampak to je verjetno en tak proces, ki je normalen, da se takrat posamezniku zgodi, če recimo, tako kot v tvojem primeru, greš čez 2 ločitvi. Ja. Verjetno so to povsem normalna vprašanja, kaj je z mano narobe. A veš, in to recimo v knjigi ves čas poudarjam, ne? Ne takoj, ko greš na razen, skočiti v novo zvezo. Daj si mal oddihen, daj si mal nali čistega vina, daj mal razmisel, prečuti, odžaluj, potem pa greš lahko šele zares naprej, tako na dobrih temeljih. Pripravljen. Ja. Ne? A pa bi rekla, da je ta veza, ki jo imaš zdaj, tudi zaradi neke starostne razlike iz preteklosti, kaj bolj drugačna, aj bolj zrela ta ljubezen? Ja, to je čist nekaj drugega, veš, zdaj. Pa verjetno zato, tudi, ker smo oba starejša. Predvsem pa zato, ker imava oba izkušnje. In oba veva, česa si ne želiva in kaj bi. In v tem sva se našla. No. Pa verjetno kakšen delček tudi pripomore k temu, da sta, tako kot si rekla, oba že šla čez te izkušnje, oziroma da sta starejša, pa da nimata skupne, mogoče kot družine, skupne celice, da je to tudi mogoče en tak dejavnik, da lahko gledaš ljubezen drugače. Lahko je pa tako, veš, da jaz sem včasih bila kar malo žalostna, ko sem razmišljala, zakaj se nisva midva srečala že prej, zakaj nimava midva družine, a ne? Ampak potem sem si rekla, kaj če takrat ne bi znala ceniti tega, kar imava zdaj, ker bi nama bilo čisto samoumevno, a ne?
in bi se, ne vem, skregala zaradi neke banalnosti. Tako da sem hvaležna za vse, kar je bilo. A veš, za vse izkušnje, za vsako solzico posebej. Zato, da sem danes lahko tako, tukaj. Ja, se zdaj recimo tako, ko se pogovarjava, razmišljam, ne, da verjetno tudi pri teh razhodih, sploh v primeru, ko so pač otroci vpleteni in tako, ali pa v primeru prevare. Se mi zdi, da prevara je res ena taka, ne, takrat si tudi jezen, ne sam žalosten, takrat si verjetno na cel svet tudi jezen. In zdaj to svojo jezo in žalost nekako uravnavati kot mama, se zdaj recimo kot mami pogovarjava, ne, pri 5 otrocih, za katere ni fino, da zdaj čisto vsako solzo vidijo, hkrati jo pa morajo, se mi zdi, da ta slalom voziti med temi čustvi in biti vseeno trden za njih je verjetno najtežji del. Je pa res, da je mene to reševal, ker jaz sem vedela, da moram biti operativna. A razumeš, da jaz ne smem pasti v vlogo žrtve in čakati, da bo zdaj pa nekdo prišel me rešiti. Jaz sem vedela, da moram zjutraj vstati, da moram zaslužiti za to, da nas preživim, da so stvari urejene, da nakupam vse, kar je treba, da jih skuham, da jih pocrklam, da skupaj kam gremo. A veš, vse te stvari. In zanimivo je, da moji otroci danes rečejo, da nič niso čutili tega, da bi zdaj nek manjko bil. A ne? In tako, zdaj šele sama se pripnem medaljo za moje opravljeno delo. Takrat sploh nisem vedela, ne? Se nisem zavedala tega. Zdaj se pa zavedam tega in si rečem, jaz sem svoj del v življenju že naredila, a ne, meni sploh ni treba več nič delati. S tem se malo to lažem, a ne? Da se lep sliši. Ampak, tako, zdaj sem ponosna šele, no. A veš? Pa tudi verjetno zato, ker zdaj tudi mečkan vidiš sadove tistega, kar si takrat sajala. Ne? Sej verjetno to, ko vidiš potem odrasle otroke, ki se radi vračajo nazaj v gnezdece, si mislim, da nekaj najlepšega. Pa vnukec. Joj. Ja. Ta vloga je pa verjetno sploh čist drugačna. Ne? Ja, čist, ja. Ampak tako, veš, jaz sem že med 1. in 5. otrokom sem čutila, da sem drugačna jaz. Pri Urški sem pač bila starejša. In sem tudi njo bolj dojemala kot en tak čudež. Nažalost se je potem hitro pri nas takrat podrlo, to naše družinsko življenje. In se v bistvu nisem mogla toliko topiti v tem materinstvu pri njej, ker je bila še zelo majhna. Ampak zdaj, ko gledam vnuka, kakšno razumno bitje je to. A veš? In se zavedam, koliko mi podcenjujemo majhne otroke. In se z njimi obnašamo, kot da so tjupo. On, in verjamem, da seveda tudi vsi ostali otroci, če ga ti vzameš kot eno osebo, kot eno dušico, ga pogledaš v oči, v miru, ne z mislijo, zdaj moram pa to, zdaj moram pa to, zdaj moram pa to, zdaj moram pa to, ampak da si tam prisoten ob tem otroku, ja, to je čista milina, to je taka ljubezen. In ko je bil pri meni, je spal. A si babi? Babi. Cel dan, celo noč. In naslednji dan, dokler nista prišla starša, ni enkrat zajokal. 2 leti pa pol star. A ne? Pa ni velikrat spal drugje, sploh še. A ne? Ampak zato, ker sem bila tam za njega prisotna. In on je to čutil. In ko sem mu rekla, to mi ni všeč, da to delaš. Kaj da bi mi rekel, pa grem naprej na nekaj drugega. Tako, res zanimivo. No? Se ti zdi, da je premalo tega časa v zdajšnjih družinah, da si ga starši premalo vzamemo, da samo smo? Eva, lej, kako mi živimo. Ti poglej,
svoje življenje, recimo. A ne? Kaj delamo? Cel dan sam norimo. In potem velika večina ljudi ne ve, mislim, da ne ve, ampak ko pridejo domov izžeti iz služb, izžeti iz teh odnosov, ki so v tem trenutku, izžeti od poročil, ki jih gledajo, se poknejo na sedežno televizijo in odklop možganov, ker za kaj drugega ni več energije. Ne? Ampak vseeno se mi zdi, da nekaj na tem področju je pa fino, da potem vseeno vsak posameznik, tako si prej super rekla, zdaj sem pa v tistih letih, ko pa imam rada svoj čas, ko pa rada kaj za sebe naredim. In veliko gostov se v tem studiu že zamenjali in z velikimi smo se pogovarjali ravno to, ne, da če smo samo na kavču, pa nič ne naredimo v tej smeri, se ne bo nič spremenilo. Imamo pa vsi možnost, ne glede na tempo, ki ga živimo. Ne? Mogoče res ne vsak dan, ampak vsaj vsak drug, vsak 3 dan pa imamo možnost biti prisotni in čuječi in čutni in izklopati vse naprave okrog nas in samo biti. Glej, z Aleksandro, to je soustanoviteljica te akademije, ki jo imava za ženske, sva naredili 21-dnevni izziv, kjer 5 minut na dan si vzameš zase. 5 minut na dan. To ni nič, ampak vendar 5 minut več kot sicer. In samo 5 minut na dan, pa da to delaš vsak dan, se zgodi neverjetna sprememba. In če ne drugega, se zgodi to, da začutiš žejo po tem, da se ustavim, da malo naredim, ne vem, nekaj vdihov, da pomislim na to, a mi je dobro, kaj čutim zdaj v tem trenutku. Kaj, če imam 10 obveznosti, a mogoče kera ni toliko pomembna, da pa res moram zdaj še to narediti. A mogoče v tistem času si vzamem eno okno, ko se usedem in nič ne delam. A veš, koliko je to težko delati nič za nas, ta pridne ženske, a ne? Tukaj sem te čakala. Tukaj sem te čakala, kdaj bova prišli do izraza pridna. Zato, ker vse to, kar zdaj naštevaš, a ne, katera od aktivnosti, dejavnosti je tista, ki jo lahko spustim, če vprašaš večino žensk, bi rekla nobena, vseh 10 moram narediti danes, ker nobena ne more počakati do jutri. Ker če to ne bom naredila, ne bom pridna. Oziroma ne bom izpopolnila svoje vloge. Ali je to vloga mame, ali je to biti partnerka, ali je to biti uslužbenka in tako naprej. Nekaj, kar mnogo žensk, jaz bom tukaj zdaj o ženskah govorila, zato ker bolj za ženske poznam ta sindrom, če mu lahko tako rečem, a ne? Od otroštva nosimo naprej, a ne? Bodi pridna, bod pridna. Ne? In to je nekaj, kar tudi zaradi tvoje pomoči jaz absolutno ne uporabljam pri svojih hčerki. Če se spomniš takrat, ko sem bila pri tebi na hipnozi, sva zelo hitro prišli do te pridne punčke. Ampak vidim, koliko dejansko žensk se žene zaradi te pridnosti in jo ne razume, da je to nekaj, ker jo bo nekdo ujel, da ni pridna. Ne? Recimo primer, in partner doma reče, joj, a še nisi tehle hlač uprala, ne? In je že ogenj v strehi, je že obramba nazaj. Zakaj? Zato, ker se ona počuti, ojoj, nisem bila pridna. On jo je pa mogoče samo vprašal, a ja, ne, se danes jih ne rabim, jih boš pa jutra. Ne? Ampak ta pridnost, zakaj je po tvojem mnenju to toliko zelo zasidrano v nekaterih ženskah, no vse verjetno ne vseh. Lej, tako bi čist na en tak preprost način poskušala to pridnost razložiti. Ne? Najprej moramo vedeti, da je v tem našem prostoru pač to ena taka navada že od nekdaj, a ne, da se punčke pohvalijo, kako si pridna. Ne? To je beseda, ki jo hočeš, nočeš, mimogrede uporabiš. Ne? In zdaj, ko si majhna deklica, ne, vidiš, da ko nekaj narediš, ti mami reče, si pridna. Ti zaradi tega dejanja dobiš pohvalo od tvoje mami. Ti ne dobiš pohvale, če delaš nič, če samo si.
takrat nič ne dobiš. Ko pa nekaj narediš, je pa mami vesela in ti reče, kako si pridna. In znotraj take male punčke se začne dogajati to, da ona ne verjame v to, da je, če nič ne naredi, če samo je, da je dovolj, a ne? Da jo lahko mamica pohvali tudi. Ne, samo takrat, ko se jaz izkažem z nekim dejanjem. In to, ko smo majhne, jaz sem, ne vem, pomila po tleh, pa s tistim lakom za linolej namazala v plošče neke. Pa si bila pridna. Pa je mami prišla domov in rekla, kako si pridna. In sem migala z repkom, sem ima rada, mami, jaz sem pridna. Začne se s takimi majhnimi stvarmi, potem, ko smo pa odrasle ženske, pa še vedno nimamo tega občutka, te vrednosti, ki je po defaultu znotraj nas, ampak to prenašamo navzven, na naša dejanja. In se počutimo dobro samo takrat, ko smo za neko naše dejanje pohvaljene. In s temi zunanjimi dejavniki v bistvu vrednotimo sebe, svojo vrednost. In zdaj, če jaz nekaj naredim, to ni v redu, jaz to enačim z mojo vrednostjo. Jaz nisem v redu. Jaz sam nečesa nisem v redu naredila. To nima veze s tem, ali sem jaz v redu ali ne. Ampak tega ne razločimo, ker tako. Zato, ker smo tako natrenirani od majhnega. In ti veš, Eva, kar se nauči, to je za zakon. In se noče spreminjati. In ko stopi nekdo na pot spreminjanja takšnih in podobnih prepričanj, je to en tak proces, ker ti se moraš odučiti cel kup stvari. Vzorcev in programov v bistvu. In tukaj je tudi, ko si omenila, samo nekaj nisem dobro naredila, to nima veze z mano, se mi zdi, da tukaj zelo lepo pašejo tudi razne kritike, po podjetjih, recimo med zaposlenimi. Je zelo velikrat ravno to problem, da se kritika ne podaja na pravi način, hkrati jo pa ne znamo sprejemati na pravi način, ker tam je to tipičen primer. Nekaj nisem dobro naredil in zdaj me to nekdo kritizira, slaba sem, ne znam, z mano je vse narobe. Ne, jaz sem sem pač tole se moram drugič mogoče malo bolj potruditi. In je lahko zelo hiter kljukca, verjetno tudi tega veliko po podjetjih srečuješ. Ja, in veš, kakšen preklop v vrednotenju sebe, v tem, kako se jaz počutim, kako je to čist nekaj drugega, če sem jaz ves čas ali pa večino časa v zavedanju, da jaz sem v redu in da jaz sem dovolj, da pa če ne znam dobro dopisa natipkati, pač se bom pa to naučila, ampak to se lahko naučim. Še vedno sem pa v redu in tudi, če me nekdo opozori na eno napako, sem jaz v redu. Temu bi mogoče bolj kot samozavest lahko rekli samospoštovanje. Ja, tudi. Do kere mere ga imamo in kako ga negujemo. Koliko si ga pa ti imela tega samospoštovanja takrat v tistih najbolj turbulentnih letih? A bi lahko rekla, da si takrat dovolila, da so nekateri ljudje hodili po tebi, delali s tabo, kar so želeli? Veš kaj, jaz velikrat rečem, da sem bila pručka. Da sem se naredila majhno, da sem bila pručkica, da je lahko kdo stopil na njo in bil višji in zablestel. Ampak jaz danes, ko gledam na ta čas, ne krivim tistega, kaj je stopil. Saj sem jaz sama pristala na to. Saj mene ni noben silu v neke odnose, v karkoli. In to je ta moj del odgovornosti, ki ga sprejemam. Koliko je pa tanka meja, Saša, tako po tvojih izkušnjah, recimo, veš, zdaj sem prepričana, da mogoče poslušajo tudi kakšne ženske ali pa konec koncev gospodje, ki so v nekem odnosu, s katerim niso zadovoljni, da so že, probali marsikaj, pa se zadeve ne premaknejo. Zdi se mi, veš, da včasih tako slišimo, te mladi zdaj nimajo nobenega potrpljenja, če jim kaj ni všeč, grejo pa narazen,
Hkrati pa po drugi strani, tako kot si ti na začetku omenila, je pa ta ločitev pa še vedno mal nek, ne bom rekla tabu, ampak nek sram. Neki zraven paše. Ja. In tako malo to dvoje v resnici ne gre skupaj. Ne? Po eni strani imamo občutek, da mlajši, kot so v nekih vezah, hitreje to lahko naredijo. Medtem ko, 40 plus, je pa že ta družbena zavest, kaj bojo pa rekla. Ja. Kje pa je tista... To je težko zdaj midve za neke posameznike govoriva, ampak nasplošno, kdaj misliš, da je tista meja, ko rečeš, ok, probil sem vse, ne gre več, matramo se, bolje bo, če nismo skupaj. Ko prideš do tega. A ne? Jaz ves čas poudarjam, če sta dva skupaj, sploh če imata otroke, če čutita vsaj mal interesa še, poskusta vse, zato, ker ostati skupaj v neki funkcionalni zvezi je bistveno lažje kot ločiti se. Poskusta. Vejca, ampak seveda, če so v odnosu kakršnekoli zlorabe, nasilje, ne vem, karkoli, potem to ničelna toleranca. A ne? Ampak, ko pa ti sama prideš do tega, poskusila sem to, bila sva na terapiji, jaz sem bila na ne vem kakšnih delavnicah, naredila sem to, poskusila sva se pogovarjati, na mediacijo sva šla, na ne vem, to, ne premakne se zadeva nikamor, oba se strinjava, da pač bo za oba in za vse boljš, da se razidemo, gremo narazen. In jaz mislim, da mladi danes so bogi zato, ker je toliko teh družabnih omrežij, ki so tak trnk, da v trenutku, ko jaz mal nisem v redu, ker moja pa je tam ena lušna punca, pa mi napiše živjo, kako si, in zank je to lahko vaba 1, 2, 3. Ja. V naših časih, da rečem, hvala Bogu, tega mi nismo imeli. Saj so bile pač druge skrajnosti, ampak je bilo vse treba malo se potruditi, pa malo bolj vabo vršt, verjetno, ne? Ja. In jaz sem vesela, veš, da nisem zdaj stara 20 let. Tudi zaradi tega. Res moram priznati, to je meni, ni mi všeč, no? Ta način, kakršen je zdaj. Po drugi strani, pa ko gledam pa starejše generacije, kjer je pa, prej si našla to besedo, ki jaz prej nisem, sram, kjer je sram še vedno tako močen, da pa vztrajajo ljudje skupaj, ki nimajo v celem dnevu ene lepe besede drug za drugega. Ja, grozen, žalostno. Ampak zaradi sramu ohranjajo pač ta nek odnos. Ne? Ja, pa velikokrat mogoče tudi zaradi, kaj bom pa zdaj pri teh letih. Ja. No, moram pa reči, da statistika govori o tem, da veliko žensk, tam okrog 50 leta, da pobudo za ločitev. Iz mnogoterih razlogov. Velikokrat se zgodi, da ženska v tem obdobju mal na drugačen način odpre svoje oči, ko se tudi njena hormonska slika mal spremeni, in ni tistega silnega navala hormona sreče, ki je tako vesela, ki ima mož zlikano srajco, pa ki gre od doma, pa ki so otroci tako. Ki ta hormon sreče mal upade in si misli, pa dobro, ene srajce si v svojem življenju ni zliki si jo. Zakaj moram vse jaz? In ko začneš gledati na svoje življenje z enim drugim pogledom, ko ne pristajaš več na stvari, na katere si cel življenje tako z lahkoto pristajala, ko rečeš, ne, zdaj pa dost. No,
takrat se marsikaj začne tudi spreminjati v odnosih. In če skupaj oba rasteta, tudi v tem novem partnerstvu, ki se zgodi, ko otroci odrastejo in odidejo, imaš mravljince od tistega lepega, kar je lahko pred dvema človekoma. Zelo velikokrat pa potem, če recimo v tem primeru ženska, ki se ji to zgodi, pa potem velikokrat lahko od tistega moža na drugi strani slišimo, pa kva je z njo? Ja. Pa cel življenje je brez težav kuhala, pa likala, pa pospravljala, zdaj pa to kar naenkrat problem. Kaj se z njo? Mislim, velikokrat je pol tako, a zdaj ti je pa problem eno srajco zlikati. In to nerazumevanje verjetno. In sej po eni strani, zdaj tako, če razmišljam, se verjetno je to za moškega partnerja na drugi strani mal čuden, v smislu, prej je bilo vse zrihtano, vse je bilo pospravljeno, vse gnezdo je bilo takšno, kot mora biti, v narekovajih, Pa kar naenkrat pa ona reče, veš kva, danes pa ne bomo kuhali, ker grem na delavnico, pa pojutrišnjem grem v hribe, pa čez 2 dni grem malo na morje s prijateljico. Je pa to čuden, ne? Je, in zato se je treba pa pogovarjati. Jaz vidim, pogovarjanje je tista čudežna začimba, ki lahko reši marsikaj. A veš, tudi s to Aleksandro Pibahal, ki sem jo prej omenjala, ima to akademijo Pogled vase. In zdaj je že 3. leto, in so ženske, nekaj njih, ki so se vključile, pa to ni, veš, taka akademija, da 3 dni traja, To je 9 mesecev. Tako kot dojenčka ti, se razvija 9 mesecev. Zato, da so te spremembe res lahko zavedno. Ne tako, na delavnice je meni super, ampak priješ domov, tako, čez 3 dni te življenje posrka, zato, ker ni utrjena tista snov. No, in sta bili samo 2. Jih je bilo nekaj žensk, ki so ob koncu rekle, moj zakon je rešen. Moje partnerstvo je na višjem nivoju. Ampak jaz sem ta, ki sem si dovolila slišati sebe, se vprašati, kaj zdaj jaz čutim, kaj se dogaja znotraj mene. In to skomunicirati na en tak lep način. Ne, sem ti rekla, že 100-krat sem ti rekla. Kaj je to? Ja, itak bo vsak moški rekel, le babo tečno, Ja, in ta komunikacija, o kateri govoriš, je tudi sama pri svojem delu vidim, koliko je pomembna. Najprej to komunikacijo vzpostaviti s seboj. In ko jo imaš s seboj, ko si ti lahko v miru, ko si gotova, potem greš in to skomuniciraš navzven. In odnosi se spremenijo. In rečemo, ti ne moreš spremenjati drugega, moraš spremeniti sebe, ampak veš, kaj se zgodi? Ko jaz spremenim sebe, svoj odnos, svoj pogled, svojo energijo do enega človeka, se bo tisti človek spremenil, brez da mu karkoli težim. Jaz tukaj zelo velikokrat vidim povezavo tudi v tej ženski energiji, ker se mi zdi, da ženske, tako kot si prej rekla, kaj je to, da jaz pa ne bom več in tako naprej, in seveda bo ta drug to vzel kot teženje, da smo zelo velikokrat v takšnih primerih v tej moški energiji. Zdaj bo pa tako, kot sem jaz rekla, ker jaz se pa tega ne grem več in tako naprej. Pozabimo pa na ta naš ženstvenost. Na ženstvenost. In da v bistvu stvar, dajva reči, danes ne bo kosila, lahko rečemo na način, kot sva ga prej omenili, se pravi, da znurimo, zakaj ga danes ne bo, lahko pa čist normalno ženstveno skomuniciramo, dragi, danes se moraš pa malo znajdeti okrog kosila, ker mene ne bo. In je stvar lahko popolnoma drugačna. Govoriva ne samo o tej komunikaciji, ki si zdaj mogoče kdo predstavlja, treba je zvečer sedeti ne vem koliko ur, pa debatirati o izzivih in tako naprej. Ne samo to, ampak že ta vsakdanja komunikacija, ko se 2 srečata doma, je sila pomembna. Že živijo, ko nekoga vidiš. A veš, in meni je tako lepo, ko včasih
imaš misli milijon in si v službi in v težavah in on v službi in avto ne dela in ne vem, to in tretje. In kar tako, recimo, če bi to lahko gledal človeka, ne, vidiš, kako ta prepletenost dveh se kar umika vsak v svoje misli, ne, ker tam ti si tam, kjer so tvoje misli in tam je tvoja energija, ne, da se samo eden od njih je dovolj zave tega, kaj se dogaja, ne? Da pride do drugega, da se primete za roke, da se par sekund pogledate v oči, pa sploh ni treba, da si kaj rečete. A veš, ampak sam, da se spet začuta, da spet se povežeta, se bova, greva, a ne? Ojoj, a je to tako težko, a ne? Ampak, veš, problem je v tem, da ko si ti v nekem stresu, a ne, si takrat toliko osredotočen na to dogajanje pri sebi, da ti sploh ne vidiš, kaj se dogaja okrog tebe, a ne? In življenje danes pa je zelo stresno. Ne? In hkrati ne dajemo občutek slišanosti tistemu na drugi strani. Ne? In tudi zaradi vseh teh izkušenj sem prepričana, da so te povabili tudi zaradi tega nazaj na televizijo. Si kot strokovnjakinja prisotna v oddaji Poroka na prvi pogled. Ja. Kaj je bilo, kako je bilo, kaj je zazvonil telefon? V glavnem, jaz te oddaje nikoli nisem gledala prej. In nisem imela pojma, kaj se zdaj znotraj te oddaje pravzaprav dogaja. In so mi rekli, no, da gledaj te avstralske serije. In jaz ti izgledam in sem začutila, kako to mene, kar v sebi hotela pogledati. Ne? In potem sem razmišljala, kaj jaz lahko tej oddaji tem ljudem in tistim, ki bodo gledali, dam. In sem ugotovila, da je to lahko en zelo dober kanal, da preko njega sporočam ravno to, o čemer se midve danes pogovarjava. Ne? Lahkotno, a ne, zabava, šov, hkrati je pa poučno. Hkrati so pa stvari, ob katerih se lahko, ne vem, mož pa žena skupaj gledata, pa se nekaj zgodi. Pa je to lahko povod za njun pogovor. Ti, no kaj bi pa ti v taki situaciji naredila ali pa rekla? Kako bi se pa ti odzval? In v bistvu moram reči, da sem zelo vesela, da sem se odločila za to sodelovanje. Plus moram ti priznati še zelo potiho, a ne? Da sem kar oživela tam pred kamerami. To sem hotela te vprašati, kako je bilo priti nazaj po kar nekaj letih pauze. Super mi je bilo. Je bilo fino. Ja, prav super. Enkrat radio televizija, vedno radio televizija. A veš, pa nisem tega verjela, ampak zdaj, ko pa studio, pa toliko kamer, pa se počutila kar doma. Pa malo maska prej, pa tako, ne? Ja. Vse to, kar pa še zraven. A si mogoče imela kakšen trenutek tremice, čista prvič, ko je bilo treba prve 3 stavke spregovoriti, tisto tremo, ki si jo nekoč mogoče že poznala? Mogoče pa res malo, ja. Zato, ker vseeno sem zdaj bila v drugi vlogi, a veš, nisem bila voditeljica, a ne? Ampak strokovnjakinja, hkrati sem pa tako se mi zdi, da sem lepo povezala obe ti vlogi. Poleg tega moram reči, da sta Zlatko in Edin tudi strokovnjaka, da smo tako se dobro razumeli, da smo se takoj povezali, da smo se podpirali, da smo si povedali, če je komu kaj ni štimal. Tako, res smo ena taka lušna ekipca in je bilo tudi ta produkcija, ko delamo, smo fajn vsi, no? Sami fajn. S pari si zadovoljna? Ja,
definiraj zadovoljna. Se ti zdi, da so naredili veliko za to, da bi obstali, da bi našli čisto zares ljubezen, ali imaš občutek, da je kdaj kdo, ne kdaj kdo, ampak da je v tem šovu tudi kdo, ki ni prišel po ljubezen? Ali pa nima čisto srčne želje, da bi našel ljubezen, kot smo dali napis? Ja. In bomo pri tem ostali? Moram reči, no, da večina je res prišla zato, ker so si želeli nekoga srečati. Jih je pa nekaj, ki so prišli zato, da se malo pokažejo, da si naredijo malo promocije, da nekaj doživijo, kar je seveda čisto normalno, ne? Se pa že znotraj šova oziroma eksperimenta kažejo, a veš, tako bom rekla, no, ti imaš lahko figo v žepu nekaj časa, ampak pride pa trenutek, ko se ta figa pokaže. Ni ga junaka, ki bi zdaj 3 mesece res zdržal do konca. In to skrival in prikrival. Ja. A se kakšne drame obetajo znotraj eksperimenta? Ne bom ravno rekla drame, no, Preobrati. ampak so pa taki zanimivi preobrati. No. Moram pa reči, da že do tega trenutka, ne, ko smo zaštartali z delom, da so vsi prisotni ženini in neveste od tistih prvih trenutkov do zdaj, ko smo že nekaj časa v procesu, da so vsi naredili en napredek. Da se spreminjajo kot ljudje, da so drugačni, no, in meni je to tako lepo. In to konec koncev je verjetno tudi nek cilj eksperimenta kot takšnega, ne samo najdati ljubezen in obstati. In zelo mi je zanimivo to, ne, da naprimer, ko se ti zaljubiš, se ne zaljubiš naključno v nekoga, ne, ampak je vedno namen, zakaj sem se zaljubila ravno v tega človeka. Tukaj smo ljudi dali skupaj, brez da bi se videli prej, torej se niso mogli prej zaljubiti. Ampak tako kot vidim situacijo in dogajanje v tem trenutku, je tudi to, kot bi bilo na ključ. Ker mnogi drug pri drugem izzovejo določene ali pa si stopijo na določene žulje, si sprožijo neke triggerje, ki bi si jih tudi sicer v odnosih. Ne? In to je meni fascinantno. In priložnost za rast. Ne? In Eva, kako smo mi ljudje drug drugemu ogledalo, to je meni res noro. V teh partnerskih odnosih je to res velikokrat sploh ta del, ne, ko nekomu nekaj učitamo, pa se hitro lahko najdemo v teh besedah noter. Ne? Saša, zdaj seveda, ker je oddaja oziroma šov tik pred vrati, kdaj točno bomo lahko gledali? 31.8. Se začne in verjamem, da bojo tisti, ki nas zdaj poslušajo, saj mečkano pogledali, ker jih bo zdaj zanimalo, o čem točno si govorila. Ampak seveda zdaj pa poteka promocija okrog tega in tako naprej. Se ti zdi, da je ta promocija zdaj, tako kot sem prej rekla, nekaj let te vendarle ni bilo na televiziji, zelo drugačna od tiste, ki si jo poznala, recimo, pa dajva reči tako, še v času nekdanje države skupne? Takrat pojma nismo imeli, kaj je promocija. A veš, takrat, mislim, to je bil čisto popolnoma drug svet, no, se mi zdi. Vse, kar je bilo, je bil kakšen intervju, kje jaz sem doma eno tako ogromno škatlo, takole imam shranjene vse izrezke iz časopisov, ne? In tega se v teh letih res zelo veliko nabral, ampak to je bilo pa skoraj vse. Ko pogledam zdaj, koliko teh vseh možnih kanalov. Vseh možnih kanalov, to je noro. No, zdaj, ko si omenila, da imaš shranjene vse te članke in tako, mislim,
zdaj te moram to vprašati, ker si sama mi mal dala na pladnju, tudi tiste neprijetne, tiste ta bolj sočne članke, ki jih je bilo takrat v tistem razburkanem obdobju kar nekaj. Kako se je tista zgodba pol z Bojanom Požarjem razpletla? Tega se spomniš. Ja, zanimivo je bilo. Ja, seveda bom vse vam spravljen. Ker verjetno, mislim, da takšni članki, imaš jih spravljene, seveda to vse skupaj je bilo, ampak to je danes, lahko rečeva, zelo primerljivo z nekimi negativnimi komentarji, ki jih ljudje, ne vem, danes mogoče nekdo, ki je prepoznaven na socialnih omrežjih, dobiva in tako naprej. Jaz moram reči, da če pogledam to mojo škatlo, vseh teh člankov, da je mogoče tokle takih negativnih, torej nič. In je bilo v bistvu meni dosti težje se soočati s temi kritikami zdaj v času socialnih omrežij, pa še prej, ko so bili razni forumi in take stvari. To, kar pa zdaj je in kar se dogaja, pa včasih kar ne morem verjeti. Ampak hkrati začutim toliko ene težke energije, toliko ene jeze, žalosti, nemoči v teh ljudeh, ki so sposobni kakšnih takih res neprimernih komentarjev. In večkrat rečem, ne bi bila v koži tega človeka manj niti pol sekunde. A veš, kako mora biti težko nekomu, koliko gneva mora imeti vse, da gre pisati, ne vem, karkoli že. Nekomu, ne? Grozen. A si z Bojanom kdaj tako sta si dala roko, pa sta rekla, zdaj pa dost. Kako sta prišla do tega, da je iz tistih malo bolj grdih pisanj prišlo do normalnih? Ja, veš kaj, to je bilo vse malo za šov, meni se zdi, ne. Vsaj jaz sicer sem parkrat bila jezna, pa sem si mislila, pa kaj ti ni jasno, ampak to je bilo za šov. Kakšnih golih fotografij mu ni uspel nikoli dobiti? Ne, nikakor. A si še rada nudistka? Še, sam sem tako lovim take skrite kotičke, da drugače pa najlepše plavati brez kopalk in sončice brez kopalk. Kaj je še tisto, kar bi rekla, da si danes v primerjavi z nekoč ne predstavljaš več življenja brez? Prej si omenila na začetku tvoj čas, delo na sebi in tako naprej. Je še kakšna stvar, ki jo takrat kot 20-letna Saša nisi čutila, poznala, pa danes veš, da bi mogla, oziroma da danes absolutno ne moreš brez tega? Tako se bo slišalo klišejsko, ampak danes ne bi mogla brez tega, da prisluhnem sebi. Ker nikoli nisem znala. Vedno sem prisluhnila drugim, zunanjim dejavnikom, in če so ti drugi bili srečni in zadovoljni, sem tudi jaz lahko bila. Danes pa je najbolj pomembno to, kaj jaz znotraj sebe čutim, sama, v zvezi s sama seboj. In to, da mi je vzeto, da bi spet nehala slišati sebe, to pa ne. In mislim, da je to najlepši zaključek, ki ga lahko danes narediva, da morda kdo, ki je tole poslušal ali pa posluša, da sliši samega sebe, da mogoče najde tisti glas, ki mu govori dovolj je, postavi meje ali pa zgolj bodi in uživaj. Eva, če si lahko dovolim, bi pa ravno zato res povabila ženske, ki začutijo, da bi rade začele bolj slišati sebe, da pogledajo na splet pogled.si, ker akademija se bo oktobra začela, nov cikel, in res povabim tiste, ki začutijo, da bi
delale na sebi, da bi se rade začele slišati. Tako da hvala, da lahko podelim tudi to informacijo. Absolutno, in mogoče še za konec, naj vas ne bo sram, če boste kakšne informacije iskali v knjigi Razšla sva se. Jaz jo tudi zdaj imam in grem domov brati. Saša, najlepša hvala za res prijeten pogovor. Lepo mi je bilo spet v tvoji družbi. Ja, enako. Kmalu ponoviva. Hvala.